Prvič v novi sezoni, tudi v tem studiu, naš župan Aleksander Saša Arsenovič. Gospod župan, dobro jutro. Dobro jutro, evo nova jesenska sezona. Ja, in gremo v akcijo na dan, ko se začenja tudi festival najstarejše trte, ne? Ja. In to jesensko dogajanje, ki vemo, kje kulminira in kdaj. Mimo grede, super, včeraj je bil tukaj direktor Zavoda za turizem Jure Struc in je povedal, da je letos martinovanje 5 dni, torej še en dan zraven. En dan zraven, samo se bojim, da bo en dan minus od teh 5, ker je slabo vreme, tržnica je pod vprašanjem. Dobro. Je pa bila včeraj izdana nova knjiga, Kulturna dediščina, najstarejša po naši najstarejši trti, ki je del naše identitete, in se res zahvaljujem vsem, ki so jo uspeli, mislim, da je bilo 30-40 deležnikov, da imamo to knjigo, ki nam bo razširila obzorja o ne samo trti, ampak tudi o življenju okoli trte v zadnjih 450 letih. Super. Komaj čakam, da jo prelistam, pa se lotiva, ker gospod župan Bogdan, to je prvo vprašanje naših poslušalcev, je začel najprej, da bi vas najprej pohvalil za avtobusno linijo 5G, ki je zares super. Zanima pa ga, zakaj se je ukinila avtobusna linija 12 in se s tem odrezalo večino uporabnikov, kot so upokojenci od Starega mostu do Rondoja pri Štuku. Hvala za pohvalo, veliko je tudi bilo truda vseh strokovnjakov, Marpromovih univerz na občini, sodelavcev, in veseli me, da je vedno več uporabe javnega potniškega prometa. Veseli me, da smo bili pohvaljeni od Evropske komisije ta teden, ker smo res naredili neverjeten korak v smeri elektrifikacije. Počasi bomo imeli 24 novih električnih avtobusov in linija G5, ki je vozila zaradi Mariborskega otoka do Kamnice, je ohranjena v tem, tako da tudi ta je dostopnost Kamničanov v mesto in nas v Kamnico je sedaj še boljša. Hvala Marpromu za to. Linija 12 se pa ni ukinila, ampak se je podvojila v liniji G3 in 512. Linija 12 se je preimenovala v 512, to pomeni, da je to povezovalna linija, ki se lahko navezuje na druge. Bi pa tukaj pohvalil ravno, to je bil razlog, da smo šli v zamenjavo linij, ker so nekatere vozile predolgo. In ta G3 sedaj vozi 33 km v obe smeri, sledi pa linija 512, ki ima 26 km v obe smeri, torej sta najdaljši. Pred spremembo pa je ta 512 vozila 42 km. Kaj pomeni, če je linija dolga? Pomeni, da ga dolgo ni nazaj, ne? Torej, če želimo povečati frekvenco, moramo linije krajšati, zato da z istim avtobusom in šoferjem prijemo večkrat na isto postajo. Če smo pri prometu, odlična poteza je bila za dr. Majstrom, se zahvaljujem tudi UKC-u in seveda vsem sodelavcem na občini. In bi rad še enkrat povedal, da smo z tem projektom v prvem tednu imeli več kot 200 uporabnikov, pa naj izkoristim priložnost. 5 avtobusnih postajališče izven UKC-ja v neposredni bližini in 5 postajališče noter. Se pravi, nekako moraš priti do avtobusnega postajališča ali peš s kolesom, s prostoferjem, z javnim potniškim prometom, sorodnik te pripelje in si predtem naročiš dr. Majstra, ki te potem pelje na točno željeno lokacijo v okviru UKC-ja. Teda čim večkrat ga prosim uporabljate, vozilo je tukaj, šoferke in šoferji so zelo prijazni in je to že samo vožnja doživetje, ki pomaga k ozdravljenju. No, super. Tako da je tudi to še ena od teh storitev, ki se je, hvala Bogu, dobro prijela. Mojco zanima, kdaj boste sanirali Ljudski vrt. Vemo, streha pušča, odpada ponekod tudi omet, sanitarije so nekatere v slabem stanju. Ja, Ljudski vrt je zgodba o uspehu, ne? Se pravi najprej severna, pa potem zahodna tribuna, cel drevored tam rešujemo za Zlangerjevo vilo, ogromne investicije, da bi ta park pravzaprav dokončali. Je pa seveda to velik objekt, ki potrebuje tudi vzdrževanje. Lani smo namenili 400 000 za sanacijo strehe, nepričakovano, in očitno bo treba letno zagotavljati malo več sredstev, da bo ta objekt vedno v najboljši formi, in upam, da bo tudi NK Maribor ohranil to formo, ne mislim izven igrišča, ampak na igrišču. Ja, tako. 3 zmage zaporedoma, gremo naprej. Ja, absolutno, na naslednjo računamo jutri zvečer v štajerskem derbiju v Celju. Marjeto zanima, kdaj boste zgradili vrtec na Studencih, oziroma kdaj bo se zgrajen vrtec Studenci, ki ga občina obljublja, bojda že od leta 2022.
obljubili smo, da ga bomo zgradili, pa ne leta 2022, ker smo vedeli, da še nismo lastniki zemljišča. Z Republiškim stanovanjskim skladom, ki, hvala, je zgradil stanovanja na Studencih in jih bo na Novem Pobrežju še 450. Imamo odprtih kar nekaj tem za zamenjavo zemljišč, nekaj za potrebe Novega Pobrežja, nekaj pa za potrebe vrtca. En korak smo mi naredili, obljubili smo, da bomo odkupili tisti vrtec, ki se že nahaja v stanovanjskem kompleksu. To smo naredili 350 000, tako da je sedaj naš, prej smo ga najemali od Republiškega stanovanjskega sklada in naslednji korak je odkup tega zemljišča. Upam, da bomo to rešili še letos, časovnica je nastavljena, dogovor je sklenjen, treba jo delati, odparcelirati. In potem se lahko gradnja začne. Ampak na področju vrtca imamo itak velike izzive in verjamem, da tudi pričakovanja staršev in potem posledično veselje otrok. 36 lokacij imamo, pa 9 imen vrtcev. Pomeni, da bo treba konsolidirati, tistih 2-3 oddelčni morajo pravzaprav iti skupaj. Imamo plan, kje to narediti, nekaj bo na Pobrežju, nekaj bo na Teznu, nekaj bo na Studencih, nekaj bo v centru mesta. Upam, da bomo pristopili k gradnji mogoče kaj 26, potem dalje pa upam, da 27, 28, torej želim si, da prijemo do velikih 10-12 oddelčnih 100% lesenih vrtcev, kjer bi bilo fajn, da je gor žig narejeno na Pohorju. Torej, to je ta cilj. Ja, super, in tudi kvaliteta bivanja za otroke se bo na tak način. In dostop za stanovalce, potem ga je lahko vse to skupaj pri novem projektu bolje predvideti kot danes, ko pač vlečemo stare stvari sabo. Ja, malo težko, ja. Ja, res je. Ampak smo tudi šli recimo z veliko novimi stojali pred vrtce in se kaže to kot dober ukrep, da več staršev se da lahko pripelje otroka vrtec, tudi otroci puščajo že kolesa vrtce, torej bolj ko delamo varne kolesarske poti, več staršev se bo odločalo za prevoz svojega otroka vrtec in bo s tem seveda manjša gneča na cesti. Ja, in je tiste, ki so v avtu. Apropo promet in kolesari in kolesarske steze in tudi druge oblike mobilnosti, je proces, se mi zdi, ne samo infrastrukturni, ampak tudi proces v glavah, ampak mislim, da se že vidijo rezultati tega dela, ker zdaj tudi, če sami recimo pomislite nazaj, ko se je to začelo in kaki potisk nazaj je bil iz strani javnosti, zdaj pa se zdi, da postaja to pač del naše realnosti. Ja, torej političen trud gre pravzaprav že 24 let nazaj, teden mobilnosti. Tu se moram zahvaliti tudi listi kolesarjev in pešcev, oni so v bistvu orali ledino. In mi pa smo seveda potem izvedli še verjetno bistveno več, kot je komu bilo najprej všeč. Ampak danes se sprašujem, kaj pa bi danes šele bilo s prometom, ker očitno nas je vedno več v mestih, če mi ne bi paralelno skušali iti vedno bolj na kolo. Ne? In zdaj na eni strani moramo seveda, če želimo hitreje priti z avtom do končnega cilja, mora določeno število ljudi, ki to lahko v nekem območju gre na kolo. In potem, če želimo, da gre ljudje na kolesa, potem moramo na drugi strani poskrbeti za njihovo varnost, ker so najbolj ranljiva skupina in tudi največ smrtnih žrtev med kolesarji. Se pravi, gre z roko v roki zmanjševanje hitrosti, izgradnja potrebne infrastrukture za varnost in potem bodo manjši, krajši prometni zamaški, ki pa v Mariboru v resnici zares ni. Ja. In seveda tu pripomore tudi izjemen sistem M-bajka, pa jasno, da te prenove. Dobra novica. Ja, nova. Prušnikova. Okay. Zelo blizu smo Ikone in upam, da pride do dogovora še za Tezno nova. Super. In Pobrežje pri borci za severno mejo. Upam, da bomo še letos postavili 4. Še letos? Letos ima še 4 mesece. Vse za to? 3. Ja, dobre. Okay, ko se že pogovarjamo o prometu, Branko in Tanja sta postavila podobno vprašanje in sicer o tej novi prometni ureditvi parkirnih hiš pri UKC Maribor. Pravijo, da so še vedno, kljub temu, da ljudje precej dosledno upoštevajo novo signalizacijo in ureditev, še vedno težave pri vhodu v UKC in zapornicah, pred katerimi vozniki čakajo, da se v notranjosti, kjer je parkiranje 15 minut brezplačno, sprosti parkirno mesto. Že razmišljate o tem, kako bi rešili to težavo? En del težave smo rešili, hvala UKC-u, direktorju Flisu in Best in Parkingu, da so spremenili to voz.
hvala tudi vsem, ki upoštevate cestno-prometne predpise, da se da tam iz garaže ven priti. Izziv je seveda parkiranje na področju UKC-ja, to je del stare pogodbe, ki je dogovorno, zaenkrat še niso rešili in seveda si zdaj vsak misli, ki mora iti v bolnico, da je 15 minut itak brezplačno in želi noter sam pripeljati. Pozivam, da se pripelje do naše čudovite velike lekarne ali nekje v neposredni bližini in se predtem pokliče doktor Majstra in Se potem doktor Majstra noter, ne? Ker tisti, ki vozi, očitno ni namenjen v bolnico, drugače v 15 minutah tam redko kaj opravi. Ja, redko kaj rešiš, res je. Okay, tako da je treba tudi o teh stvarih in alternativnih možnostih, o kateri se morda celo premalo govori še vedno, ampak tudi ta informacija bo zagotovo prišla skozi. Marko sprašuje oziroma vas naproša, da še enkrat razmislite, gospod župan, o prenovi Majstrovega trga in posledično ukinitvi parkirnih mest, ker kot pravi se vsi prebivalci v centru in parkiranja na coni 3 spopadajo z manjkom parkirnih mest, ki so posledica predvsem popoldanskih aktivnosti otrok, gledališča, tekem v Ljudskem vrtu in tako naprej. In potem tu pod vprašanje, kaj je z garažno hišo pri NK Mariboru in tako dalje. Torej, če bi danes imeli 200-300 parkirnih mest več, bi še vedno bilo premalo v določenih konicah. S tem se lahko strinjam. Če grem na same tekme, se zahvaljujem Univerzi v Mariboru in čestitam obenem za 50 let. Univerzo imamo, da smo lahko na to tudi ponosni in so tudi kar precej veliki premiki pri njihovih investicijah. Hvala tudi vladi za podporo. Recimo, ko je tekma, lahko parkiramo na Smetanovi odprto. Ko je tekma, smo odprli tudi parkirišče pri občini brezplačno in tako naprej. Drugače pa je jasna vizija bila, ki daje odlične rezultate, vedno več ljudi prihaja v mesto, ravno zaradi tega, ker smo sprostili prometa, glavni trg, Lent, predstavljamo si, da sedaj spet tja spustimo avte, čeprav si pač nekateri tega celo želijo, ampak dobro. In seveda je v tej viziji brez robnika od Drave do naših gričev, piramide Kalvarija, mestnega hriba, tukaj tudi trg generala Majstra, kjer stoji ne samo občina, ampak tudi prva gimnazija, Vinak in zelo pomembne institucije, grad, mestni. In seveda si želimo tu narediti prav tako mesto brez robnika. Denarja za to sami itak nimamo, smo pa del denarja, ki je namenjen revitalizaciji degradiranih mestnih površin iz Evrope, namenjeni ureditvi trga generala Majstra. In seveda je tam v razpisnih pogojih, politika Evrope tudi, ustvarjati boljše življenjsko okolje za ljudi, moramo umikati avtomobile iz parterja. Zavezali smo se na mestnem svetu, da bomo, in to že počnemo, ne z velikimi koraki, pa po 5-10 parkirišč iščemo v neposredni bližini tega. Rešitev tega za mesto je prav gotovo izgradnja in dokončanje projekta Glavni trg in izgradnja garažne hiše, ki gre torej od Elektra do Kužnega znamenja, ki je že pravzaprav narisana, in mesto je še vedno dolžno dokončati projekt Glavnega trga. Tam so bile 3 nagrade, osrednji del, Koroška in seveda Židovska kulturna četrt. Tisti del še vedno čaka prenovo in to je projekt, ki zaradi dokončanja Rotoža je pravzaprav nujen, ker bomo dobili še en problem, ki smo si ga zakuhali z Ljudskim vrtom, da zgradiš taki stadion brez parkirišč podzemnih, mislim, da danes po zakonodaji ne bi bilo mogoče. In sedaj delamo nekaj podobnega. Želim, da ta problem rešimo in da bo moč v naš drugi dom, Rotož, hišo kulture, moč priti tudi seveda z avtom ali z drugimi oblikami mobilnosti, ki jih bomo srečali lahko v tej podzemni garaži. Torej, trg generala Majstra gre z velikim veseljem naprej, ponosni boste, dragi someščani, tudi na ta trg. Ja, res je, ker so pač vsi ti projekti so se izkazali pravzaprav za izjemne in sama veduta Maribora je res izjemna. Morda še to vprašanje pred kratko pauzo, poslušalka Ana je poslala in pravi, ali je možno, da se da kaj narediti na Klemenčičevi ulici v Brezju, kjer je omejitev 30, večina avtov pa se vozi 2-krat prehitro in vse prebivalce to zelo skrbi, saj je tam ogromno otrok, ki se na ulici igrajo, kolesarijo in tako naprej. Ponovno apeliram, predvsem v takih na kratkih razdaljah, ozkih ulicah, kjer so hiše blizu in je jasno, da tam nekdo živi, na voznike, da vozijo pač
z primerno hitrostjo, ki bi bila hitrost pešca ali mogoče maksimalno kolesarja, zato da lahko odstaviš. Torej, hitrostne ovire so, bom rekel, pase, povzročajo vibracije, hrup in niso več del neke resne urbane politike. Smer je deljeni prostori, prometni, cone 30 in kjer je mogoče povišani prehodi za pešce, ampak ti so seveda povezani z večjimi vložki, tega hitro ni mogoče narediti. Potem imamo še en ukrep zmanjševanja občutka v celotnem mestu, da nekje radar je. To je bil tudi nek cilj tega, da ni samo posebej imevno, da radarja ni, sedaj radar je, čeprav vemo, da je samo en. Pa mogoče bo kdaj prišel tudi na Klemenčičevo. No, morda pa kdaj tudi v Brezju. V vsakem primeru pa je najpomembneje, oziroma glavna varovalka, oziroma najboljši varnostni ukrep smo vozniki sami. Naš župan je danes v tem studiu, poslušate Uro za mesto, po kratki pauzi gremo dalje. Eto, v tem studiu naš župan Aleksander Saša Arsenovič, prva ura za mesto v novi sezoni. Gospod župan, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro vsem. In gremo dalje. Marjan sprašuje, kako dolgo bodo še stare salonitne plošče na strehi scenskega ateljeja SNG Maribor onesnaževale okolje. Poraba teh je seveda že nekaj desetletij prepovedana v bistvu. Imamo projekt, ki ga sofinanciramo davkoplačevalci in izvaja Snaga. Ne samo mi, tudi širše v regiji, okoliški župani, in bomo glede na to, da je bil odziv dober, da je veliko ljudi pripeljalo svoje azbestne plošče brezplačno v oddajo, nadaljujemo s tem projektom in bom vesel, če bo SNG se pridružil temu. No, tako da upam, da poslušajo. Poslušalec Martin sprašuje, pred časom ste dejali, da bi po mestu želeli postaviti še več stacionarnih radarjev. Zakaj in kje naj bi stali? Ker če sem si prav zapomnil, naj bi jih postavili še 16, pravi Martin. To bi bila neka čarobna številka. Ja. 12 apostolov plus 4 radarji. Zaenkrat imamo en radar in 3 ohišja. Ja. Glede na to, koliko pa si ljudje želijo in nas opozarjajo, in smo sklicali tudi prejšnji teden sestanek s policijo ravno zaradi hrupa, neupoštevanja hitrosti. Imamo na eni strani tiste, ki bi želeli pač ne plačati računa, razumem, jaz tega tudi nisem vesel, ko kdaj kaj prekoračim. Na drugi strani pa zavedanje ljudi, da vozimo prehitro in tu nekje vmes je pač tehnica. In bolj bomo z drugimi ukrepi uspeli zmanjševati hitrosti manj potrebnih radarjev, očitno pa so radarji potrebni. Naj spomnim, da smo v tistem mesecu na Čufarjevi ugotovili 100.000 kršitev, dragi moji prebivalci, tako da lepo prosim, 30 je čisto dovolj za pomestvo na te kratke relacije. Ja, najprej, enkrat je treba povedati, najboljši radar smo šoferji sami. Ne? Ja. Anja sprašuje, je v planu prenova oziroma preplastitev Ruške ceste, s kolesi je pot po tej cesti precej nevarna? Ruška, ko se spomnim Ruške, se spomnim predvsem Pomgrada in vseh naših prizadevanj, da bi tam gradili zelo ambiciozna in čudovita stanovanja ob sedaj že prenovljeni promenadi Dravski v tem delu in se zahvaljujem tudi Pomgradu za tisto, da so vsaj podprli jamo, da je cesta spet prevozna. In za Ruško so pravzaprav zelo veliki načrti dolgoročno, kratkoročno pa v masterplanu v prvem letu sanacija ni predvidena. Masterplan je bil pravzaprav soglasno sprejet z vsemi predsedniki mestnih četrti in krajevnih skupnosti in katerakoli sredstva bomo dobili iz kateregakoli vira, ali lastnega, ali kredita, ali iz kakšnih projektov, bomo sledili točno temu vrstnemu redu, ki je tam. Se pravi, tudi Ruška bo ampak ni pa še drugo leto. Okay. Laura sprašuje, mestni svet je na dopisni seji potrdil več investicijskih projektov v skupni vrednosti več milijonov evrov. Kako bo mestna občina Maribor zagotovila ustrezna finančna sredstva za izvedbo, ali bo šlo za dodatno zadolževanje ali se računa na evropski denar?
proračun je bil sprejet z zelo velikim zadolževanjem. Oktobra 21. imamo rebalans proračuna, ki bo šel v pozitivno smer za proračun, saj smo bili uspešni pri pridobivanju sredstev za Rotovž hišo kulture iz evropskih virov 6,3 milijona v letu 2025. Upam, da bomo tudi uspešno zaključili prodajo Farmadenta, kar pomeni, da bomo potem lahko projekte izvajali z manj zadolževanja, zato rebalans. Bi se pa na tem mestu zahvalil predsedniku vlade Robertu Golobu za njegovo odločnost in za tudi ministru Jevšku in ministrici Asti Vrečko, pa finančnemu ministru, pa MNVP-ju, pa res nas je bilo ogromno, da bo vlada je prepoznala nacionalni pomen, strateško investicijo Rotovža in je zagotovila 21 milijonov novih sredstev iz evropskih virov, kar za proračun pomeni veliko olajšanje in lahko potem resno sanjamo, da bo tudi mestna občina Maribor se šla resne ali stanovanjske politike, gradnje šol, vrtcev, pridemo do šole še. Tako da velika hvala in zaradi tega, ker smo proračun razbremenili s tem, bomo lahko delali druge stvari, ki so prav tako pomembne za boljše življenjsko okolje v mestu. No, super. Tibor sprašuje, kako hitro bo stekla prenova kuhinje na osnovni šoli Leona Štuklja in ali obstaja načrt prenove tudi na drugih osnovnih šolah v Mariboru. Trenutno je 24 projektov vrtci šole, eni od pridobivanja dokumentacije, drugi v razpisu za izbiro izvajalca, kot je tudi ta kuhinja na osnovni šoli Leona Štuklja, tako gradbena dela, kot potem tudi sama kuhinja. Ali pa se dela že izvaja. Tako da hvala projektni pisarni, vsem ravnateljem, ki so podali svoje želje in potem tudi sklenili dogovor, kaj so prioritete. Tudi državi, prijavili smo se na sofinancerski del strani države za osnovno šolo Angela Besednjaka in pravzaprav me veseli, da res čisto vse investicije, ki smo jih naredili kjerkoli, kar se tiče ali telovadnic ali zunanjih telovadnic, dajo rezultate, igrišča so polna, tako tisto pri Leonu Štuklu, kot to na Prežihovem Vorancu v Kamnici. Redno to opazujem, da vidim, kakšni so pravzaprav učinki tega in učinki me res zelo veselijo. Verjamem, da tudi na podlagi tega živeli bolj kvalitetno, bolj dolgo, manj smo na telefonih, več je tega druženja med otroci, pa tudi drugimi generacijami. Tako da, ja. In kot že prej povedano, želim, da v čim krajšem času zgradimo 3 resne nove vrtce. Super. In upam in verjamem, da se bo to tudi zgodilo. Jerneja zanima, kdaj bo obnova Pekrskega potoka končana in kakšna bo končna vrednost projekta. Torej, celoten projekt je precej dolg, zdaj delamo eno etapo, ki pa tudi približno 1 kilometer. Gre za približno 3 milijone sredstev mestne občine in da resno mislimo s tem, da ni vse v centru, čeprav več ne vem točno, kaj to je, zdaj se že malo hecam, rečem, če je to okrog Fužnega znamenja, da smo del sredstev, ki so namenjena bolj urbanim delom, torej namenili od 22 milijonov, torej 3 za prenovo Pekrskega potoka, ki je relativno naravna sestavina in me pa zelo veseli, da bomo pravzaprav na ta način dobili nek nov park, ki bo drugačen sicer, ampak vsekakor podoben vsebinsko mestnemu parku. In hvala tudi državi, ki je tam že poskrbela za vodni del. Neke stvari so že vidne, zdaj pa pridemo še za fitness, igrali urbano opremo, mislim, da bo 200 dreves na novo zasajenih, tako da 240 celo. Otroška igrišča, tako da dobiva ta soseska spet en prostor, mogoče podobno Lentu, kjer se bodo srečevali in se bo dvignila kvaliteta življenja. Kreativni, okay, zagotavljati nova delovna mesta in tako. Odlično. Barbara sprašuje, kaj je s tlakovci na Glavnem trgu? Vedno znova se menjujejo in to pogostokrat na istem mestu. Ste že ugotovili, zakaj gre v bistvu, kaj je narobe? Na istem območju. Na istem območju, tako. Jaz bi se najprej zahvalil podjetju Podlesnik, ki to redno sproti dela zaenkrat na svoje stroške. Upam, da bomo počasi končali z temi zamenjavami. Očitno se
v tem kompozitu, ki ima spodaj beton in zgoraj manj kamna, kot pa če je bil sam kamen, je nek problem z lepilom. Upam pa, da se bo to zdaj nehalo. Naj pa spomnim, da smo ta kompozit, ta način vgradnje tlakovcev dali na tem delu zato noter, ker je lažje priti do komunalne infrastrukture, ki je spodaj, in predvsem bo lažja gradnja garažnih hiš na glavnem trgu, ker bomo te iste gradnike potem, ko bo betonska škatla za avtke zgrajena, lahko vrnili nazaj. To je bilo zdaj vprašanje Barbare. Živo pa zanima, kako napreduje gradnja centra Rotovž. Zdaj vemo, financiranje je bilo zagotovljeno zdaj oziroma dodatno tudi strani vlade. Kaj pa časovnica? Ali se ta znova zamika? Časovnica je kar živa, ja. Jaz upam, da bomo drugo leto, marca, aprila, lahko že pokazali, kako bo to izgledalo, potem pa prije do vgradnje opreme. Je pa to zelo velik objekt, 9000 kvadratnih metrov vsega skupaj. Na eni strani so že vgrajena dvigala, na drugi strani smo še vedno na ročnem delu iznosa materiala iz kleti, kjer bo nekoč kino. Zahtevna gradnja je zelo, zelo velika. Hvala Pomredu in Gicu, da se še pravzaprav tu nikomu nič ni zgodilo. Vedno, ko grem tja, se čudim, kak je arhitekt Žnidaršič skupaj z sodelavci uspel postaviti tako velik objekt pod že obstoječ stavbni fond, in to bo najbolj spremenilo identiteto mesta. To bo res naš drugi dom, z vsemi, ne samo kulturnimi, tudi vsebinami znanja, delavnicami, otroškimi, kinom, da to bo zelo povečalo frekvenco in jaz mislim zadovoljstvo občanov, da smo tukaj doma. Ja, res je, ker knjižnice, če je kdo tu čel po večjih evropskih mestih, že dolgo niso samo knjižnice, ampak so taki multimedijski, multikulturni centri. Ok, Anže je napisal, lani, ko se je poskusno zaprl glavni most za promet in se je kasneje kolesarska steza prestavila iz pločnika na cesto, ste zatrdili, da naj bi letos poleti, ko je manj prometa, zožali pločnike in prestavili kolesarske steze bolj navzven in s tem omogočili nekoliko lažji promet. Res je, to sem obljubil in se ni zgodilo, kar se opravičujem. Verjel sem takrat, da se bo. Imamo pa kar velik izziv, pravzaprav si tukaj želimo priti do deljenega prostora, torej sploh brez pločnika, ker je vedno to neka ovira, z zmanjšano hitrostjo seveda. Ukrep kot takšen, da smo dali kolesarje iz pločnika, je seveda bil dober. Večino časa je tako malo tam prometa, da se da priti mimo kolesarja, če na eni strani, če sta pa dva, pa sem še bolj vesel, ker tudi kolesarji umirjamo promet. Ga delamo torej bolj varnega. Most je dolg samo 180 metrov, torej gre za 3 sekunde razlike približno, 40 ali pa 30. In upam, da bomo uspeli to drugo leto. Moramo pa z Zavodom za spomeniško varstvo uskladiti izgled tega mosta in ne bi rad delal nekih polovičarskih rešitev. Torej, ko bomo enkrat naredili, bi naj potem bilo tako vsaj za kakšno desetletje. Ali več. Ja. Poslušalca Dejana zanima, kaj bo župan uredil glede problematike z drogo v mestu. Moje podvprašanje, kaj sploh lahko naredi župan glede te problematike? Ja, žalosti me ta dostopnost. To je kar tema, ne? Dostopnost droge, te poceni droge, te razni bombončki, ki mladostnikom predvsem, ki se iščejo in smisel življenja in svojo točko bivanja, in potem te zlorabe. Torej res bolj pozivam, dragi someščani, predvsem mladostniki, obstajajo bistveno boljše stvari, ki te delajo srečnega, naprimer dobra knjiga, šport, pogovor s prijatelji, in kaj ne rečem, težko je to vse skupaj gledati, smo pa še vedno zelo varno mesto, hvala in policiji in redarjem in vsem, ki se trudijo, tudi Marpromu z zaposlenimi, da ni hujše. Nas pa je seveda dosti, mesto je frekventno, železniška postaja, avtobusna postaja, veliko ljudi se tukaj giba, me pa veseli, da vas to moti. Ja, absolutno, ja. In seveda je še več treba delati na osveščanju in ne nazadnje pomoči. Igor, ogromno je te tudi pomoči, ne. Ja.
In tudi imamo ogromno teh programov, ki jih občina financira, naj jih nekaj za nekaj dela iz Zavod Etnika, Indijanec, Društvo Zdrava pot. Na osnovi letnih razpisov vključeni še Drogart, Društvo Projekt Človek, Inštitut Vir. Na področju izobraževanja namenimo mariborskim osnovnim šolam določena sredstva za izvajanje preventivnih programov. Tako da tu potem so še programi zdravstvenega doma Adolfa Drolca, pa UKC, pa Nadškofije, pa Rdečega križa, pa Zveza prijateljev mladine. Torej, ogromno nas je, ki se zavedamo in si ne želimo, ker si želimo zdravih, veselih, nasmejanih ljudi 24 ur na dan, ne pa samo tistih par sekund. Skratka, ogromno je, kot smo slišali, tudi pomoči, tako da tudi lahko na tak način pomagate, tudi z informacijo. Igor sprašuje, zakaj na Lentu pri Stari trti ni klopotca? Klopotec je zelo lepa del naše kulturne dediščine, ga imam tudi sam rad, ampak predvsem v večjih vinogradih, tam, kjer je to naravno, da odganja tiste ptičke, ki bi pojedli to, kar bi mi raje spili v obliki soka ali vina. Tako da to ne sodi v tako urbani del, kjer imamo prebivalce, ki bi si želeli tukaj seveda tudi v miru spati. Imamo pa ta klopotec še vedno v mestu, tik pod Kalvarijo, tako kdor bi ga rad videl, priporočam sprehod iz mesta proti parku in potem je klopotec tam. In je tudi povezan z našo najstarejšo damo v mestu, hišo, torej trto, najstarejšo trto. Pa naj izkoristim to priložnost, da vas vse skupaj povabim na trgatev, ki bo v nedeljo, ob vsakem vremenu, pa je, da ne bo deževalo. In pripravljamo eno veliko presenečenje, torej del naše tradicije so naši dragi malečniški brači, Tako. ki bodo tokrat prišli na trgatev z enim drugačnim, drugim vozilom kot ponavadi. Da že samo zaradi tega bi bil prihod na Lent priporočen. Ja, okay. Vidite, s čem bodo prišli. Dobro, to ne Ker verjamem, da vam bo všeč in se bodo tudi sami želeli in se boste lahko s tem v bodoče vozili. Ok. Drugače pa morda še za eno vprašanje je ostalo časa in sicer, to pa zelo zanimivo. Mira namreč sprašuje, če obstaja kakšna možnost, da bi se na taboru znebili nadležnih komarjev, ki dobesedno onemogočajo življenje na prostem. Jaz bi se jih najraje znebil tudi v centru mesta pod Piramido, ker že težko sedim na terasi. Res jih je vedno več, gleda, da je bila ugodna sezona letos, dosti vlage. Mislim, da tu spet lahko vsak zase pomaga celemu mestu, da nima nekje tistih površin, kjer se voda zadržuje, ne? Ker je to potem multiplikativni učinek pri njihovem razvoju in rasti. Država skrbi za to, torej, če govorimo o nekem špricanju, verjetno bomo morali počasi nekaj narediti, če bo druga sezona taka, ker res ni fajn, da takrat, ko je zunaj prijetno, da potem da te pojejo komarji po vseh teh motilcih. Ja. Bi pa še tukaj nekaj izpostavil, ko smo že pri divjih živalih, kar je tudi labod, ne? Lepo prosim, ne hranite labodev, niso tako neumni, ni jih treba hraniti, so divja bitja, ki najdejo svojo hrano, tako da hvala, da lahko jejo to, kar so jedli že stoletja, naravno hrano. Gospod župan, najlepša hvala za vaš čas v tej prvi uri za mesto v novi sezoni. Naslednja bo seveda spet zadnji petek v oktobru. Nekaj vprašanj še je ostalo neodgovorjenih, ta bodo prva na vrsti v naslednji uri za mesto, ko boste lahko spet poslali vprašanja našemu županu in dobili odgovor na njih. Tako da zdaj pa dalje veselo na delo, neuspešen dan, želimo lep vikend. Hvala lepa. Če bo zadnji petek, mislim, da je ravno Halloween, ne? Tako da bomo maskirani. No, ok. Dogovorjeno. Tvoj radio.